Lep in prijazen dan želimo iz Dunaja, natančneje z področja imenovano Seestadt. To je novo naselje, ki so ga snovalci mesta Dunaj pripravili za to, da bi tukaj zgradili čisto novo naselje, v katerem bo na voljo, ne boste verjeli, preko 12.000 ali pa 10.500 stanovanj je bilo predvideno. In tukaj vidite že del zgrajenih objektov, ki smo jih posneli pred dobrim letom, ko smo bili tukaj. No, tole je tudi že pripravljeno umetno jezero, ki bodo seveda pozneje uredili za vse stanovalce, ki bodo prebivali na tem področju. In kot se spodobi za Avstrijce, imajo tudi v neposredni bližini že urejeno povezavo z mestom. In sicer tu vidite železniško postajo, bolje rečeno podzemno železnico, ki vas neposredno popelje v središče mesta, natančneje do Karlstadta ali pa Karlovega trga, kjer v bistvu se nahaja zadnja postaja te železnice, seveda z vsemi povezavami na druga vozlišča podzemnega prometa mesta Dunaj. No, tole poglejmo še enkrat, da boste videli, kako v bistvu se lotevajo Avstrijci izgradnje novih naselij za svoje prebivalstvo, ki se počasi, a zelo hitro širi na različna področja. No, da ne bo pomote, to ni samo stanovanjsko področje, ampak bo to tudi neke vrste tehnološki interaktivni center, kjer bodo ljudje dobivali tudi službe, se zaposlovali, torej ustvarjali nove produkte in nove rezultate za državo Avstrijo. Seveda pa s tem tudi za glavno mesto Dunaj. No, to je bil kratek utrinek iz našega prvega pogleda na mesto, ki počasi raste, in še dodatek morda, da ima mesto predvsem število prebivalstva tudi svojo bolnišnico, ki se nahaja nekje med tem objektom velikim in ta z rumeno črto. Tam je tudi lokalna bolnišnica. V neposredni bližini pa je nova bolnišnica, imenovana Donauspital, kjer pa je seveda pravi zdravstveni center, ki ga Slovenija dolgo ne bo imela. No, pa pojdimo naprej.